3, 2, 1, kraj! Tekači so ponovno preplavili Bled, ki je za eno noč postal tekaška prestolnica Slovenije. Na že 12. nočni desetki se je zbralo več kot 4000 tekačev in še enkrat toliko navijačev. Vitezi dobrega teka so pred leti začeli s tem projektom in tudi letos poskrbeli za vso organizacijo. Pri tem pa so jim, tako kot vsako leto, na pomoč priskočili prostovoljci. Mi smo začeli nočno desetko delati leta 2007 in smo takrat strnili v organizacijo našega dogodka v bistvu vse te elemente, ki smo jih videli tudi na drugih prireditvah, to se pravi v Sloveniji in v tujini. Mi smo ogromno potovali po maratonih in teh tekih tudi drugod in smo probali najboljše dogodke iz teh tekov strniti v naš dogodek. V veslaškem centru v Mali Zaki so se tekači in navijači zbirali že od zgodnjega popoldneva. Tekaču ponudimo eno tako edinstveno izkušnjo. Poskrbljeno je od cilja, se pravi od štarta do cilja za njih, potem zabava, tako kot sem že prej omenil, tudi ta otroški del. Pripravimo vsak let nove zanimive nagrade za naše tekmovalce. Mislim, da je pri nas glavna ta zadeva, zakaj se ljudje vračajo. Ena od teh, bom rekel, je sigurno Bled, lepote našega kraja tukaj. Drugo je pa ta srčnost organizatorjev, naših 250 prostovoljcev, ki vsako leto pridejo pomagati. Večina se jih enkrat na leto tukaj na naši prireditvi vidi, so postali že res dobri prijatelji in to je tisto, kar naredi to energijo našemu dogodku. Klemen Rojnik je veteran v teku na nočni desetki. 12. nočna desetka in vi ste se udeležili čisto vsake. Kako to, zakaj se vsako leto vračate? Zaradi tega, ker je to kul. Na začetku, ko še ni bilo toliko tekov, je bila ta ena nova ideja, po noč, dobro vzdušje, idealna proga, bazen na koncu, tako da je super, ja, vedno. Na teku se mu rad pridruži tudi brat. Oba dva rada hodva na tekme, tako da na velikih tekmah so bila skupaj, tako da ja. Pa potem je kaj rivalstvo, oziroma tako tekmujete tudi med sabo, je kaj tako bratsko? V bistvu ne, ker sem jaz vedno hitrejši, tako da malo te tekmujeva, ja, seveda. Nekateri so del športnega spektakla že od samega začetka, drugi pa so letos tekli prvič. Smo se s kolegicami odločile, da se malo motiviramo in spravimo teč, tako da smo se skupinsko odločile, da se prijavimo na našo desetko. Kako to, da ste prišli? Doma so me prisilili, ampak sem z veseljem prišel. Lansko leto sem se prvič odeležil in sicer so me prijavili iz službe. Ful mi je všeč atmosfera, nekaj posebnega je, ker je ponočeno. Premenovadi tečemo vedno po dnevi. Všeč mi je pač ta zamisel, se teče po noči s lučkami, ambient je super, pač itak Bled je lep sam po sebi, tako da super, zaradi tega se tudi vračam nazaj. Pa ste se kaj posebej pripravljali ali bo tole 10 kilometrov tako, malca? Moram reči, da letos se nisem, ker mi je stavno zmanjkalo časa, ampak okej, bomo pretekli. Na štartu 12. nočne desetke sta bila tudi 11-letni Gašper in njegov prijatelj Miha. Kako pa to, da sta prišla sem, pa da boste tekla? Pač iz užitka, pa malo tudi starši imajo prste vmes. Ja, gre starši, gremo ponovadi tudi mi. Tudi gospod Marjan se takšnih dogodkov rad udeležuje. Jaz pridem vsak let tukaj teč, zato ker se mi dobro zdi, no, zvečer. Tisto, kako bi rekel, doživetje, čisto posebej doživetje je to. In je zelo lepo, no. Kljub svojim 64 letom ostaja športno aktiven. Jaz grem od novembra pa do konca aprila vsak dan na Šmarno, zdajle polet pa vsak dan kolo. Zanj so letos prišli navijat žena in vnuki. Za koga boste danes navijale? Za dedija! Najprej je bil na vrsti Ozarin dobrodelni tek. Na njem je teklo okoli 100 udeležencev, med njimi tudi Luka, Nika in Zoja. Zakaj ste se pa odločili in štartali in to bosi? Ja, zato, ker nam je tek sproščujoč pa zabaven. In kakšen je pa občutek teč recimo bos in ne v teniskah? Ja, navaden, samo bolijo noge pa jih. Bosi ali v športnih copatih so rekreativci pretekli 1200 metrov. Organizatorji že dlje časa sodelujo z društvom Ozara in tako so od vsakega izmed 3012 tekačev 1 evro podarili delovanju društva. Nato so na vrsto prišli otroci.
Otroških tekov se je udeležilo 500 otrok, na koncu pa so vsi prejeli medaljo in se posladkali z blejsko kremšnito. Dogodek se je bližal vrhuncu, energija je naraščala, sledilo je le še ogrevanje in spodbudne besede slovenske atletinje Maruše Mišmaš. Predvsem naj uživajo v teku, tukaj je res lep kraj, okoli jezera, Bled je res lep, tako da predvsem naj uživajo v dobri družbi in v tem dogodku. Ura je bila 10 zvečer, na štartu na jezerski promenadi pa je bilo 3012 tekačev in tekačic pripravljenih, da odtečejo krog in pol okoli Blejskega jezera. Čez malo manj kot 32 minut je bil prvi tekmovalec že na cilju v veslaškem centru. Ponovil se je lanski scenarij, v moški konkurenci je bil najhitrejši Miha Krevs, v ženski pa je na cilj prva pritekla Sonja Roman. Po končanem veslaškem delu je sledila zaslužena zabava pozno v noč.